Pozdravljeni, dragi moji. Jaz vam maham tukajle iz še zmeraj krajev, kjer je lepo toplo, kjer je veliko sonca in kjer čakam, da se vrnem v Slovenijo. Lepo, da se spet slišimo. Na Soul Room šovu smo danes malo drugačni, smo v živo, ampak naslednjič pa bomo. Vsak pokaže, upamo, da se bojo stvari odvile tako, kot so predvidene, da se vrnemo nazaj. Vse nas je presenetilo, tako vas kot nas. Poskušamo biti v trenutku in čakati vsak dan čim bolj spontano, tako kakor jaz verjamem, da je najboljše. In vsak dan mi je tudi darilo, ke ga preživljam tukaj, ker je to dodatno več sonca, toplote, čeprav menda imate tudi vi toplo in sonce, ampak morje je pa le tukajle toplo in fajn za doživeti nekih lepih trenutkov. Rada bi danes se malo z vami pogovarjala o tej situaciji, ki se zdajle dogaja v svetu in ki nas je vse presenetila. Ker seveda mi ves čas nekako čutimo v ozračju je ena napetost. Mislim, da vsaka senzibilna duša zdaj v zadnjem obdobju to čuti. Tako da s tega vidika nas niti ni presenetilo. Iz tega, kaj pa to nekako kaže kot eno širino, pa mogoče ja. Čeprav spet z druge strani eno pričakovanje nečesa, kar spet je v zraku, je že dolgo časa, da se bo nekaj zgodilo. In zdaj se dogaja to, kar mogoče se je nakazovalo. Kako vi gledate na to? To me zanima, tako da bi rada, da mi kaj napišete. Jaz bom pa danes prosila, da nam o tem, kar se dogaja, povejo mojstri, tako da boste dobili iz prve roke informacije, kako oni to vidijo in tudi kaj na neki način nam priporočajo, da v tem času naredimo oziroma kako naj se do tega odzovemo z eno besedo. Tako da bom vam danes predala sporočilo in vas tudi zdajle povabim, da se povežemo v srcih, da gremo v to naše svetišče in da izklopimo svoj da se res v srcu povežemo kot bratje in sestre. V našem srcu je res pravi dom. Tisti dom, ki ga ne bomo našli nikjer. Celo v najboljši družini ni tega doma. Če sploh obstaja najboljša družina. Ta dom, v katerem hrepenimo, katerega si želimo najbolj od vsega, je točno tukaj noter. Ko pridemo v ta dom, vemo, da smo doma. Ker tukaj nas pričaka mir in ljubezen. In če smo življenja za življenji hodili vsepovsod in iskali ta dom in ga nismo našli, je to samo zaradi tega, ker ga ni zunaj nas. In če je za nami eno dolgo potovanje iz življenja v življenje, je res zadnji čas, da vstopimo v ta dom in se ga zavemo. Če nismo našli doma na zemlji v teh različnih družinah, v smislu se nismo počutili doma,
se nismo počutili dobro, je to zaradi tega, ker preprosto nismo iz Zemlje. In zato, ker prihajamo od nekje drugje. In od tam, kjer prihajamo, je tudi ta naš spomin. Ker nekoč smo živeli v tej složnosti, enosti. Izžarevali smo čisto luč. In bili smo ljubezen. Ko smo šli na potovanje in smo iz kateregakoli razloga pristali na Zemlji, se je ta spomin ohranil v nas. Ampak tukaj na Zemlji tega spomina na ta dom nismo nikjer srečali. Ker so nas namensko od tega odvrnili. In zato nam je bilo prikazano, da je ta dom nekje zunaj. In zato smo se velikokrat obračali proti nebu in gledali zvezde. In nekako spontano rekli: tam gor je moj dom. In res je to zelo blizu resnice. Ker pa smo zdaj tukaj na Zemlji in ker smo v telesih in ne moremo kar odleteti proti nebu, v nebo, v vesolje, je druga pot. In to ta najbolj skrivnostna. Ko iz svojega uma, glave, stopimo v srce. Ko se tukaj vzpostavi povezava. Kot zgoraj, tako tukaj v nas. V srcu je torej ta kontakt, kakor v nebesih, tako na Zemlji. Ne glede na to, iz katere zvezde, ozvezdja ali pa mogoče tudi planeta prihajamo, je vsem isto. Dom je tukaj, kjer je ljubezen. In kamorkoli bi odšli nazaj proti tistemu našemu spominu, kjer smo nekoč živeli enost, bi doživeli ta občutek, kot ga lahko doživimo v svojem srcu. In zato se povežemo skozi srce. Moji ljubi otroci, žal mi je, da danes v tem času ljudje ne zmorejo več slišati svojega srca. Žal mi je, da ne dajejo tisti, ki odločajo o svetu, mesta ljubezni.
In zaradi tega gre vse narobe. V teh nemirnih časih, posebno sedaj, v teh dnevih, veliko ljudi trepeta. Strah jih je. Negotovi so. Posebno na tistih krajih, kjer je vojna že pokazala svoje zobe. Nagovarjam vas, moji ljubljeni otroci, da v tem času, ko je res vse nepredvidljivo in ko se še ne kaže, da je vsemu temu konec, ampak šele začetek, da se vi, moji ljubljeni otroci, odločite za ljubezen. Izklopite se iz medijev, iz vseh sporočil, ki prihajajo na to temo. Na temo vojne. Poskušajte se preprosto ne ukvarjati s tem. Ker želja tistih, ki nekje v ozadju igrajo to igro, je, da vas vse podjarmijo in zaprejo nazaj v še večje zapore, kot so bili do sedaj na zemlji. Ampak božanstvo to ne bo dovolilo. Četudi do tam, da se bodo stvari umirile, je še pot. In bo v tem času še marsikaj, kar bo naporno. Vas spodbujam, da izberete ljubezen. Da se zavedate, da skozi vaše srce lahko pride do miru v svetu. Četudi mislite, da vi nimate pri temu nič, vam kot vaša mati Marija povem, da vsak, ki svoje srce prebudi, šteje. In vsak vpliva na to situacijo. Zdaj bi se vsi ljudje na tem svetu, ki imajo srce, v smislu, ki imajo v sebi duha, morali dvigniti in pokazati, da obstajate. Vi, ki veste, da obstaja Bog. Vzemite si na zemlji nazaj svoje moči. Božanstvo je tu na zemlji, ampak ljudje tega še ne verjamete. Zato niste tako nemočni. Ste samo naučeni, da se tako počutite. Moji ljubljeni učenci in otroci.
Tudi učenci ljubezni. Naj srca spregovorijo. In vi, ljubljeni, osvobodite svoja srca bolečin in trpljenja vaših prednikov. Bodite novi rod. Veste, kdo je novi rod? To je rod božanskih ljudi, ki so se spet povezali z božanstvom in ki delujejo iz enosti. Ta rod naj bi ponovno živel na zemlji v svobodi. In naj bi bila zemlja kot božanska zemlja spet vaš dom. In vi vsi, ki čutite v srcu klic, klic, da se prebudite, klic, da se spremenite in klic, da živite drugače, upajte si. Upajte si stopiti ven iz povprečnosti, predvsem pa strahov. Ne bojte se. Ne dovolite, da vas ustrahujejo in da vas držijo v primežih omejenosti. Vi ste močni, močnejši, kot mislite. In ko živite v srcu, je ljubezen najmočnejša sila na svetu. Ker to je božanska sila. In zato vsak od vas šteje. Ljubim vas in želim, da bi živeli drugače, kot živite. Želim, da bi bili od znotraj napolnjeni radosti. Želim vam, da bi se osvobodili in zaživeli pravo svobodo. Želim, da se zavedate, da zmorete. Da zmorete iti čez meje, ki se vam kažejo v vašem umu. Meje, ki so jih v vas postavili sistemi, družine, pričakovanja in vaše lastne domneve, sklepanja in zaključke. Nagovarjam vas skozi vaša srca, da postanite spet samo preprosti. Brez da se potrebujete komurkoli dokazovati in potrjevati. Brez da iščete pozornost in vrednost od drugih ljudi.
Vržite stran svoje maske in se sprostite. V tem najbolj nemirnem času naredite točno to. Odločite se za novi svet. Ker nekaj se vas mora zgoditi v tem svetu, da ta svet prizemljite, ker je že tukaj. Ampak vi, ki ste ljudje v telesih, rabite to dojeti. Zato odprite oči, izstopite iz ujetosti. In ne verjemite, da je z vami kaj narobe, da ste slabi. Vse to so vas prepričali, da so vas lahko manipulirali. Niste ne slabi in ne delate stvari narobe, da se vam dogajajo take in drugačne situacije. Mogoče je v ozadju čisto nekaj drugega. In zdaj je čas, da se razkrije, kaj je vse v ozadju. Skupaj smo, ljubljeni bratje in sestre, ljubljeni otroci, mojstri in vi, ki ste del istega stvarnika, smo skupaj. Ljubimo vas. Mir naj bo po celem svetu.